planu dela v letošnjem letu imamo še problem droge in pa nasilja na osnovnih šolah, še nekatere druge točke, ampak vedno znova se vračamo in vrtimo okoli navijaške skupine. Tudi danes smo nekako družno ugotovili, da smo trije partnerji v tem pogovoru, torej Mestna občina kot večinski lastnik stadiona, potem policija kot pač tisti organ, ki mora zagotavljati javni red in mir, nogometni klub, ki tudi je začel kazati neki interes, manjka nam pa tisti četrti, nekako začelni partner, to so pač navijači. Jaz osebno se z njimi imel kar nekaj kontaktov, ampak vedno striktno, vedno znova in znova odklanjajo vsakošnjekoli pogovore v prisotnosti policije, psihologov, sociologov, ki jih nameravamo vključiti. Ena izmed rešitev oziroma ena izmed sklepov je bil tudi ta, da bomo poskušali organizirati oziroma se potrudili, da bi organizirali eno javno tribuno ali pa okroglo mizo na to temo. Povem še enkrat, spet nam manjka tisti četrti partner, s katerim bi edino z njim lahko zagotovili neko kvalitetno razpravo. Kakšna je vaša ocena? Mislim, pogledajte, ne, zdaj zakaj se samo z predstavniki občine pa želijo pogovarjati ti fantomski predstavniki? Zelo težko vam na to odgovorim. Jaz, ko smo si, se pravi, v tem planu dela nekako lansko leto zadali, glede to, da je bila bližina otvoritve, se bližala otvoritve stadiona, ne, da bi pa nekaj to zadevno naredili, nisem pričakoval sem mislil, da bo neprimerno lažje spostaviti stik z njim, resnično. Preko kluba, seveda, drugače nismo mogli, preko kluba smo poskušali, na kar je potem po enih 2 mesecih les kluba prišlo nekako, da pa bi se 2 ali pa 3 odzvali na en pogovor, izključno nekako z mano, oziroma pač kot mestno občino, da policije ni ne blizu, ne daleč. Kaj je to razlog, bi vam zelo težko rekel, ne. Ampak iz pogovorov, sodeč, ki smo jih imeli z njimi, pač opozarjajo na neke kršitve, ki jih pač policija izvaja napram njim, tako da to je taki začaran krog, ki ampak vseeno ocenjujem, da je zelo pozitivno, da se vsaj nekdo nekako poskuša z njimi dogovoriti, pa spravim vsak stol, ki ga bomo obvarovali, da o čem hujšem ne govorim, mislim, da je pač pozitivno, ker je pa to dolgotrajen proces, ki ga ne bomo mogli. Jaz sem pripričan, da to ni stvar tega mandata, ampak bo to trajalo že nekaj časa. Jaz bi bil zelo vesel, če bi se bili tej fantje, ne moram drugače reči, oziroma navijači, pripravljeni organizirati kot društvo s svojimi članskimi izkaznicami, da bi ne nazadnje te sami izločili tistih nekaj najbolj vročekrvnih, ki pač mečejo potem za sabo tisto množico raznih ekscesij, ki se zgodijo, ne. To zaenkrat odklanjajo na celi črti. Sprememba zakonodaje na tem področju bi bil zelo pozitiven korak, torej da bi zakon omogočal, da se tu nekaj spremeni. Sami odklanjajo kakršnokoli povezavo oziroma združevanje v društvo. Pravim, jaz osebno mi je uspelo imeti 2 do 3 kontakta z njimi. Tudi vprašanje, če so to je ravno to tisti, ki pomenijo nekaj v tej hierarhiji teh navijačev, težko govorim. Bom se pa trudil še naprej, sam toliko bom rekel, da bi zadevo vsaj malo premaknili ali pa začeli premikati. Skratka, niso držali obljube, kaj ste se vi točno pogovarjali tiste dneve po tekmi, ker 2 dni zatem je v Celju bil cel kravala, ne? 2 ali 3 dni pred tekmo smo jih županom skupaj pozvala, prišli so 3 predstavniki Viol, takrat smo se dogovorili, torej, da bojo častno in pa, kako bi rekel, torej, na fair način navijali za nogometni klub Maribor. Zavedamo se, da klub rabi navijačev, brez navijačev kluba praktično ni. Jaz na sami tekmi v Celju nisem bil, vem pač čisto, kako sem prebral iz medijev oziroma kako sem dobil pač strani policije neke informacije, da so potem po tekmi tam bili izgredi. Mislim pa, da je v prvi vrsti nekako alkohol, pa verjetno še nekatere druge čisto tako substance. Obstaja strah, da ne bo denarja za drugo fazo, zaradi take stvari mogoče? Kar se tiče mestnega sveta, je bil torej investicijski program torej za drugo fazo potrjen, sprejet. Jaz upam, da tako črno gleda ne smemo gledati. Upam. Se strinjate z oceno, da se pravzaprav in nogometni klub in občina pustita vleči za nos nekaterim posameznikom iz te navijaške skupine, ki niso skupina, ampak je par huliganov, ker se pogovarjate, pa obljubljajo, pa se pogovarjate, pa... Težko bi rekel, da se pustimo vleči za nos, mislim, da bi to bilo res že malo pretirano.
Ampak osnova je, brez nekega pogovora, brez nekega dialoga, brez nekega kontakta, bomo resnično sila težko prepustili, mislim, da je speljali zadevo, premaknili iz te točke, kot je, vsi pa vemo, da je tej točki, kot je nenormalno.